Poleg tega, da so se tudi danes v Lazah gasilci trudili, da bi pred poplavami zavarovali čim več hiš, so iz vode odstranjevali še razlito nafto, ki se je stekla iz cisterne pri družini Urbas. Zdaj, ki je tujk vode, je potisnilo gor v strop in se je ven razlilo. Iz cisterne se je razlilo 200 litrov nafte, ki jo je s posebnimi pivniki odstranjevalo 5 gasilcev iz ljubljanske brigade. Jih pač ročno devamo v vodo, pobiramo posode in dejansko potem prepojena vsebina bo šla potem na uničenje. Še bolj kot nafta, ki se je razširila tudi po poplavljenih kletnih prostorih v hiši, Urbasove skrbi naraščajoča voda. Smo že nakup zdaj, tudi če bo treba slučajno seliti, da samo hitro pospravimo in zdaj zaenkrat se je voda ustavila. Enake skrbi kot Urbasovi imajo tudi drugi Lažani. Nekatere hiše, ki so delno že pod vodo, so že pred tednom dni ostale še brez tople vode. Marija Vrabec zato pred hišo uporablja prenosno stranišče, prha pa se pri sosedih. Poleg vode pa se v Lazah trudijo zaustaviti tudi kopico radovednežev, ki prihajajo v vas in ovirajo delo domačinov, gasilcev in vojakov. Uvedli so posebne dovolilnice, brez katere nihče ne more do poplavljenih hiš. Danes jih je malo manj, bi bilo po včeraj preveč, mislim, velik. Smo jih imeli pa ful dela. Mogli kar zapreti cesto, pa samo za domačine odpirati. Domačinom hiše v Lazah in Planini pomaga pred vodo ščititi 100 gasilcev in vojakov, ki predvsem utrjujejo nasipe, ki so jih postavili v prejšnjih dneh. Nadaljujemo pa tudi še z nadaljnjo zaščito objektov pred morebitnimi padavinami, ki so napovedane v prihodnjih dneh. Eden od gasilcev med drugim tudi meri gladino vode in podatke sporoča Agenciji za okolje. Merim zjutraj in zvečer, ob 7 uri pa ob 19. Trenutno se dviga 6 cm na 24 ur. Gladina vode na Planinskem polju je od petka narasla za slabih 30 cm in se po napovedih agencije v prihodnjih nekaj dneh ne bo dosti spremenila.